ponovno dobrodošli na Tehnološkem paviljonu. Lepo pozdravljeni spet vsi, ki nas spremljate prek MMC-ja. Kot smo že govorili v naši prejšnji debati, bo tale naša naslednji talk show tudi povezan z varnostjo in predvsem udobjem v avtomobilu. Še vedno vse preveč ljudi, voznikov, uporablja mobilni telefon, tudi tisti, ki imamo na voljo novejše avtomobile, pa ga ne povežemo. Zato smo povabili Uroša Mihelčiča z Forda, da nam malo pove o vsej tej povezljivosti. Lepo pozdravljen. Že Andrej? Se kar usedemo. Zdaj, jaz mislim, da ne bi bilo fair, če, ko smo ravno govorili o masaži, pa o položaju voznika, o celem aspektu vožnje, da bi šli mimo tudi tule na Tehnološkem paviljonu. Imamo razstavljena dva modela v kombinaciji Vignale, ki ponujata masažne sedeže. Zdaj bom direkt vprašal, koliko voznikov pa se zaveda, da ta masažni sedež to pa je nekaj, kar med vožnjo potrebujejo oziroma kar si zaželijo v novem avtomobilu? Ja, moram reči, da kar nekaj. Tisti, ki upravljajo dolge poti, se zavedajo, kako je zelo pomembno postati svež in pa sproščen na celi poti. Zdaj smo imeli zelo zanimiv tak prispevek, ki ste ga pripravili prav na to temo. Torej, smiselno je za vsakega voznika, da razmišlja naprej, torej, da vozilo prekori svojim navadam. In masažni sedeži se mi zdi, da so ena taka pomembna zadeva, ki bo dolgoročno vplivala tudi na sproščenost vožnje in na varnost. Torej, ne gre samo na varnost čez pri 50 letih, tako kot je mladi mož prej omenil, ampak dejansko je varnost tudi na cesti, ker utrujenost se nalaga tudi na dolgih poteh. Torej, tisti, ki prevozijo več kilometrov in to pričakujejo pri nakupu vozila, se tudi odločijo za tak paket. Ker pri vseh teh novitetah pa ne gre samo za masažne sedeže. Jaz recimo, ko sem slišal za hlajenje sedežev, sem rekel, kakšna bedarija, kaj se bodo še spomnili. In potem sem imel nekega avgustovskega dne možnost testirati avto s hlajenimi sedeži v srajci, ampak nisem vedel, da ima hlajene sedeže. In sem se usedel noter in sem se zapopal. Nisem vedel, da ima avto hlajene sedeže, dokler se nisem povsem zapopal in mi je moj sovoznik rekel, zakaj pa ne prižgeš, če imaš. In potem, ko sem prižgal, sem videl, da to dejansko za nekoga, ki recimo kot poslovnež opravi veliko poti, je skoraj da nuja v avtomobilu, da gre tako naprej. Tako kot so mogoče, nekoč naši starši detki razmišljali o tem, ali bi v avto sploh dali klimo ali ne, kdo pa to rabi. Zdaj pa je to v bistvu nuja pri nakupu novega avtomobila. Mogoče je zanimivo tudi to, da na take naprave, ravno si omenil klimatsko napravo ali pa masažne sedeže, gledamo kot na udobje. Za klimatsko napravo je jasno, da je dvignila raven varnosti. In to so zagotovo elementi, ki dvigujejo varnost tudi. Vsak element, ki pripomore k vzdrževanju udobnega okolja voznika, pripomore k varnosti. Zaradi tega, ker posledično zvišuje možnost koncentracije na cesti in ne razmišljaš o stvareh, ki te motijo. Zato pri šoli varne vožnje recimo te opozorijo, ne imeti vrečk na zadnjem sedežu. Zakaj? Ne zaradi tega, ker neki bizarna razlog, ampak zaradi tega, ker to zvišuje varnost. Zaradi tega, ko greš v ovinek, ko nenadno zaviješ, te najprej zaskrbi, kadar si odzadaj. Ravno tako ventilirani sedeži. Ventilirani sedeži preprečujejo, da se neprimerno zvišuje temperatura hrbtnega dela in križnega dela in to definitivno ne samo, da izboljša dobro počutje, ampak znižuje utrujenost. Tudi, zatesnitve vozil danes ne pomenijo, da vi ne boste slišali zvokov iz okolja, ampak dejansko dokazano je. Torej, fokusne skupine pokažejo in testiranja in raziskave pokažejo, da so ljudje najpogosteje utrujeni zaradi tega, ker je toliko šumov v vozilu, toliko tresljajev. Torej, mi nismo časovna komponenta je pomembna, ampak je tudi recimo udobje v vožnji povezuje mnogo teh faktorjev. Klimatska naprava, ventilirani sedeži, vse to, masažni sedeži, vse to pripomore k boljšemu počutju in pa ne nazadnje tudi ventilirani sedeži bojo tudi ohranjali vaše zdravje, zaradi tega, ker bojo vaš hrbet vzdrževali pri optimalni temperaturi. Je pa treba to seveda zmerno uporabljati. Klimatske naprave tudi pri 35 stopinjah ne nastavimo na 16, ampak toliko, da v bistvu naše telo funkcionira normalno, ni pa šoka, ko stopimo ven, ker tudi ti šoki so težava. Torej, te naprave so tam, ampak jih mora uporabnik spet seveda s pametjo uporabljati. Dajmo si nastaviti okolje tako, da bo udobno za vožnjo in bo s tem povečana varnost. Zdaj pa na tisto področje, zaradi katerega smo pravzaprav zdaj tukaj in je izjemno zanimivo, mogoče je to manj znano, ampak na področju avtomobilizma, ko zdaj govorimo toliko o avtonomni vožnji,
In se nam zdi tako privlačna ta ideja, kako bojo enkrat avtomobili sami šli po otroke v šole, odpeljali, ne vem, neke stvari nekam, karkoli že. To si želiš po otroke v šolo? Ja, avtonomni avto recimo ne bo zamudil, a ne. Je pa ena prihodnost pravzaprav avtomobilsko industrijo, pa bolj nas, uporabnikov, že dohitela. In to je HMI, to je komunikacija človeka z strojem, Human Machine Interface. To je vse, če poenostavimo, kar človek se dotika v avtu, s čimer upravlja in ga med vožnjo v resnici moti. V avtomobile, če se spomnimo recimo samo 15-20 let nazaj, je voznik upravljal mogoče z 7-8 stvarmi. Danes so številko dvignili tudi na 40-50 stvari, s katerimi človek upravlja med vožnjo. Včeraj sem govoril tukaj z enim pilotom Adrije, ki je povedal, da ima on za to kopilota, da mu pove samo tiste podatke, ki jih potrebuje. Pri sicer večjem številu, ampak 40-50 nekih stvari, s katerimi v sodobnem avtu lahko upravljaš in bi torej rabil kopilota. Neko absolutno. In zato smo tukaj, da vidimo, kaj se pa pravzaprav da narediti z povezljivostjo. Večina avtomobilov danes že omogoča to povezovanje s pametnimi telefoni, ampak niso vse povezave enako dobre. In predvsem jih ne znamo uporabljati, verjetno. Ja, zelo dobra tema, no? V bistvu integracija pametnega telefona oziroma ne pametnega telefona, danes govorimo o uporabniku, ne? To, kar ste izpostavili, je zelo dobra točka, ne, za pogovor, zaradi tega, ker danes gremo, v bistvu vse izdelovanje vozil gre v to, da se integrira uporabniška izkušnja, ne? Tudi dizajn avtomobilov je zdaj že tako narejen, da recimo spremljamo pri oblikovanju vozila med vožnjo, poleg običajnih tehnik o razgovoru, kam bi vi umestili najlažje tele kontrolnike, da vas ne bi motili med vožnjo. Tudi posebne tehnike z laserjem opazujemo, recimo, kam oči ponavadi bežijo, ko opazujejo HMI, torej uporabniški vmesnik. In vse to zdaj v smeri integracije. In seveda, ena izmed prvih integracij, ki se je zgodila, je prav integracija telefona, pametnega telefona, ker nam gre recimo do življenja skozi ta pameten telefon in uporabljamo razne naprave in dostopamo do raznih zadev, podatkov, ki jih potrebujemo za vsak dan. In smiselno je, da te stvari smiselno umestimo tudi v vozilo. Mnogokrat seveda se pojavi to vprašanje, kaj je še smiselno in do kje gre vsa ta zadeva, in definitivno v tej prvi fazi se razvija v smeri varnosti, ne. Torej, avtomobilski vozniki in avtomobilski proizvajalci želijo, da vozniki čim več časa držijo svoje roke na volanu, ne. In Bluetooth je bil prvi korak nekaj let nazaj, ki je pripeljal v bistvu to uporabniško izkušnjo do te mere, da smo lahko uporabljali sam telefon, tudi brez da bi odmaknili roke iz volana. Nadgradnja tega so pa seveda dodatne integracije tega telefona. Prav na naših vozilih zdaj v tretji generaciji našega uporabniškega vmesnika Sync predstavljamo Android Auto in pa Apple CarPlay. To sta dve združeni, v bistvu dva dogovora mednarodna med proizvajalci vozil in pa dvema softverskima proizvajalcema, torej Appleom in Googlom, ki dela Android, da se ta integracija že na osnovi softvera, torej te uporabniškega vmesnika na telefonu spravi v vozilo, ne. In tukaj se mogoče se nadaljuje na to vprašanje. Dostikrat ne vemo, koliko daleč ta uporaba sploh pelje, ne. Se ravno to, ne, morda za tiste gledalce, gledalke, obiskovalce, ki te zadeve še ne vedo, ki je še niso preizkusili, pa vabljeni tu na naš tehnološki paviljon, ker to lahko strokovnim vodstvom tudi storite. Kaj so tisti bonusi, ki jih CarPlay in pa Android Auto prinašata za razliko od Bluetootha, ne? Kje so omejitve Bluetootha, ki je brezžična povezljivost v avtomobilu, se poveže sam, in pa CarPlay in Android Auto, katerega moramo povezati še vedno, ne s kablom? Kar nekaj prednosti je. Prednost je prvič ta, da je
tale povezljivost Apple CarPlay na Android Auto gre čez platforme. Torej, mi ne rabimo skrbeti, ali je to Samsung, ali je to HTC, ali je to Huawei, ne rabimo vedeti, kateri proizvajalec je. Bosta se ona dva že sporazumela na osnovi softvera, torej tega uporabniškega umestnika na telefonu. Torej, prva prednost je, da je lažje dostopna tehnologija. Zdaj, na eni strani mi tudi pripravljamo AppLink v Fordu, ki bo omogočal, ki je odprta koda in ki bo omogočal povezljivost nekaterih aplikacij direktno z uporabniškim umestnikom, tistih, ki so smiselne. Recimo aplikacije za opazovanje prometa, aplikacije za iskanje parkirnih mest, aplikacije za radijske postaje, za predvajanje glasbe. Na drugi strani smo pa verjetno malo bolj omejeni, kar se tiče kopiranja dejansko telefona na sam uporabniški umestnik. Tukaj pa prijeta Android Auto in pa Apple CarPlay v ospredje. Torej, pomagate nam kopirati dejanske lastnosti telefona na ekran vozila, tako da se lažje sporazumevamo z njim, da ni treba te intuitivnega preskoka treba narediti. In tukaj je definitivno ena izmed glavnih prednosti, lažja uporaba. Da povem, ko priklopiš telefon na kabel, ne samo, da se polni, ampak telefon vam pokaže, da je priklopljen v sistem in po telefonu praktično ne morete več tipkati oziroma ga uporabljati. Zato ga spravite v predal, kamorkoli že, v avtomobilu je mesto za to. In tiste pomembne stvari oziroma tiste stvari, tega se bomo še dotaknili, za katere proizvajalci trdijo, da so še varne, da jih lahko med vožnjo uporabljate, se izkažejo na velikem zaslonu. To so glasba, navigacija, telefoniranje, sprejemanje SMS sporočil in navigacija je po mojem ena izmed teh stvari, ki so najbolj priljubljene pri tej integrirani storitvi. Absolutno smo že debatirali na to temo, absolutno se s tem povečuje varnost. Tako da vi ne dostopate do telefona, pomeni, da ga ni več, da je vaš avto telefon. In seveda, da zdaj se zaenkrat vključujejo tiste smiselne zadeve, ki bojo ohranjali nek nivo varnosti. Vprašanje se zmer pojavlja, do kje bojo šli proizvajalci oziroma kaj bomo še omogočali na vozilih. V bistvu gre to za skupen dogovor, ampak v prvi točki, torej točka številka 1, ki mora biti, torej ta zakon, katerega ne smemo ubiti, je varnost. Torej vozniki bi radi verjetno imeli še več drugih stvari in video vsebine gor in kaj, ampak ni smiselno, da mi vozniku predvajamo video vsebino ta čas, ko vozi. Tako da, ko bo verjetno avtonomna vožnja, kot ste omenjali prej, razvita do neke stopnje, ki bo uporabna v splošni javnosti, bo smiselno tudi predvajati video vsebine, ampak v tistem primeru, ko bo avto sam vozil. Do sedaj pa ni smiselno, torej tiste, ki so smiselne, se vključuje, tiste pa ne, ki pa niso, pa se ne vključuje, ampak se to vedno dodaja nove zadeve. Tako da ampak zakon številka 1 pri vsaki taki integraciji je povečanje varnosti. Če ni smiselno povečana varnost, pol tega ne delamo. No, ampak v avtomobilnosti smo večkrat že govorili o tem, kako zdaj prihaja tudi do tega trka oglaševalcev, smo lahko prej videli, kako posegajo v prostor potniške kabine ravno z vsebinami, ki so video vsebine, YouTube, reklame, vse pod pretvezo, da je čas, ko ga preživimo v kabini, treba nekako napolniti tudi z vsebinami, brez katerih ne moremo očitno dneva preživeti, so pa moteče za vožnjo. Ampak prvi pomembni del za varnost se mi zdi ta, da se izklopi telefon, tako kot ste rekli, praktično, da pozabiš nanj, uporabniško gledano, in verjetno to, da se na zaslonu projicira tisto, kar že poznaš iz pametnega telefona, ker več kot imaš verjetno različnih podob nečesa, bolj se moraš privajati na to. In jaz bi vskočil, in pomembno je tudi to, da se prikaže na podoben način, kot smo vajeni na telefonu. Se pravi, če uporabljamo Appleov operacijski sistem, se nam bo prikazalo podobne ikone, kot smo jih vajeni pri Applu. Če uporabljamo Googleov, Android, potem bodo te ikone podobne temu oziroma bo ta začetna stran temu podobna. Ja, to je smisel. Manj distrakcije, ko imamo v avtomobilu, bolj smo varni na cesti. V zadnjih letih tudi sami vemo, številke kažejo, kljub temu, da je zmer več avtomobilov na cesti, je varnost povečana. In vse v avtomobilih gre v to smer. In mislim, da tudi oglaševalci ne bo uspeli priti prav daleč v tem smislu, zaradi tega, ker vseeno se vse dela za to, da je vozniku bolje. Zdaj pa vse te integracije grejo dejansko
proti eni skupni točki in ta skupna točka bo, da bomo imeli v bistvu eno tako transcendentno platformo, če želite, ki bo smiselno prenesla našo izkušnjo tudi v vozilo. Do katere meje bo to šlo, sem pa že prej rekel, v bistvu vse odvisno od tehnologije, ki bo to tudi spremljala in podpirala varnost, ne, na prvi točki. Kakšne so pa vaše izkušnje, ali ljudje to izbirajo, ko izbirajo dodatno opremo in ali ko že imajo v avtu tudi uporabljajo. Ker lep je primer pametnega telefona, verjetno 70% stvari, ki jih pametni telefon uporablja, zmore, sami uporabniki niti ne uporabljamo, ne? Ja, no, tukaj sta šla mogoče Android Auto pa Apple CarPlay mogoče malo v drugačno smer, torej proizvajalcev v drugačno smer. Android je to definitivno naredil samo tisto, kar v resnici rabimo. Torej telefon, klicanje, iskanje po imeniku preko glasovnega vmesnika, ki je tudi še ena točka, mogoče ki je potrebno izpostaviti, navigacija preko Google Mapsov, ki spremlja tudi promet, torej vam pomaga in vse to v bistvu integriral popolnoma tisto, kar je dosegljivo na telefonu. Torej, če imate v telefonu slovenščino, slovenski jezik, ki ga Google ima, ne, bo tudi glasovne ukaze, recimo za navigacijo lahko popolnoma prevajajo slovenščine. To lahko vidimo zdaj na Android Auto v Syncu 3, recimo čisto polno plastično prikazano. Apple CarPlay pa recimo, Apple pa itak deluje na taki fazi, da mogoče se malo bolj interaktiven, pa lahko noter najdemo že recimo kakšne podcaste, ki jih spremljamo, priljubljene postaje, malo bolj razširjena izkušnja in vedno več teh stvari dodajajo, ne. Uporabniki smo navajeni, lahko če rečem, ne, že na stvari, ki jih dolgo uporabljamo pri telefonih, pametnih telefonih, kot so, tako kot ste rekli, glasba, podcasti, pa seveda klicanje, SMS-i, tudi da nam jih že kdo prebere, tudi to že poznamo, ampak je logično nadaljevanje tega razvoja uporabniške izkušnje tudi ta, da nekoč bomo pa imeli Facebook, Snapchat, Instagram, že tudi na tablicah v telefonu, mislim, zdaj, kar se varnosti tiče, je to narobe, ampak nekoč bo recimo za nekoga, ki zdaj odrašča, scrollanje po Snapchatu enako zahtevno, kot je za nas scrollanje po imeniku. Absolutno. Včasih se mi zdi, da nimamo perspektive, kako hitro se to dogaja, ne. 2006 je prišel prvi v resnici uporaben telefon z ekranom na dotik, danes to je 10 let kasneje, jaz ne poznam enega človeka, ki nima kar telefona na ekranu dotik, ne. V bistvu tudi moja mama, ki je precej že starejši občan, ne, uporablja to, ne. Torej tudi starejši ljudje uporabljajo s telefona na ekranu dotik. Torej 10 let nazaj, če bi nam nekdo rekel, bi rekel, da si preveč Star Treka gledal, ne. Danes pa, ja, danes si lahko zamislimo trenutek zaradi preteklih izkušenj, ampak vedeti pa treba, da vseeno mora preteči neki čas, pa tehnologija mora biti pripravljena za to, ne. In ko bojo prave razmere, da se pojavi dodatna integracija, torej v smislu teh interaktivnih vsebin, ki jih danes so nam samoumevne na telefonu, ne, in brez njih težko preživljamo čas, da bojo tudi na voljo v vozilu. In definitivno en izmed pogojev je, jaz mislim, en izmed pogojev tudi v bistvu fokusne skupine, tako kaže, tudi razvoj gre v to smer, bo avtonomna vožnja. In sicer je to en projekt, kot ste omenili, ki je v prihodnosti, bo pa to dodatna integracija te voznikove izkušnje v vožnji, no. Ampak prav to, ne, pravite, kako je zdaj malo nedoločljivo, kam bo stvar šla, si lahko nazorno pogledate vsi tisti, ki boste obiskali slovenski salon, tukaj na Gospodarskem razstavišču, ker namreč zelo lepo se vidi, kako so se kateri proizvajalci tega lotili. In nekaj primerov je, kako so v zadnjih letih pri nekaterih modelih zašli v tem in so recimo vse, kar je možno upravljanja, prenesli na zaslone na dotik, recimo tudi upravljanje z temperaturo in klimatsko napravo, kar se je že takoj po nekaj mesecih prodaje avtomobila potrdilo, da ni dobra rešitev, da ljudje vendarle še nismo tam, ali pa recimo kupci tistega modela niso taka starostna skupina, da bi znala tako komunicirati z zaslonom na dotik in so potem recimo takoj v 2 letih življenja enega modela vrnili nazaj, vrnili gumbe recimo za tisto običajno
običajen zasuk, ki ga potrebuješ in ga poznaš. Zato me zanima, kako je pri vas z izkušnjo, ki jo Slovenci pač imamo. Ali vprašajo, kakšen pa je vmesnik? Mi ga razložite, se povezuje s telefonom? Ali je to stvar, ki je zaenkrat še pač potisnjena na stran in se kasneje z njo ukvarjajo, ali sploh ne? Pač dovolj je, da je radio tam, pa mogoče navigacija. Ena izmed točk, kateri blagovna znamka Ford daje veliko pozornost, je prav ta mobilnost, mobility, oziroma motability. Torej, kako razumeti popolnoma voznikovo izkušnjo, torej kaj potrebuje. In ta točka, ki ste zdaj postavili, je čisto pravilno postavljena. Pri nas imamo recimo oba vmesnika in na ekranu in na analognem oziroma poldigitalnem vmesniku. Zaradi tega, ker kupci so res drugačni. Ker nekdo, ki je 25 let star kupec enega premijskega vozila, recimo Mondea, drugače razume to okolje kot nekdo, ki je mogoče malo starejši, čez 50 recimo. In je to pomembno. Kupci zelo pogosto sprašujejo prav po tej integraciji. To pa ni povezano s starostno skupino, povezano je z navado. Torej, kako sem jaz navajen uporabljati telefon? Če sem jaz zelo povezan s tem telefonom, ni važno, koliko sem star, ampak potrebujem pa, da se moja navada preseli tudi v vozilo. In to je treba razumeti. Nekateri so navajeni pač, da analogno premikajo gumbe in je to v redu, In je treba tem kupcem zagotoviti, da je ta varnost na enakem nivoju, kot razumne, ki so bolj integrirani v vozilo. Torej, vse je treba razmišljati, zato je ta hibridni sistem tudi primeren za uporabo, zaradi tega, ker težko je prikrojiti vsakemu posebej vozilo, ker še nismo tam, da bi bila individualizacija vozila na taki ravni, ampak zato v tem primeru je treba upoštevati širšo paleto. In pa definitivno vedno več takih voznikov, ki so integrirali s telefon v svoj svet, torej povratna povezava, torej so sprejeli to tehnologijo in jo uporabljajo. Predvsem je to pomembno. Odgovor na vprašanje, ki smo se ga zadavali na začetku, je, kaj je zame v teh tehnologiji. Mi pri Fordu skušamo odgovoriti, kaj je sploh zame, če je s to tehnologijo zame. Torej smiselna uporaba tehnologije. In tudi pri Syncu 3 je smiselna uporaba tehnologije do varnostnega plafona. Vse gre v smiselnost. Torej, kupci poprašujejo potem, če je smiselno za njihov način življenja. Je pa vedno več takih. Mi ocenjujemo, da je ko smo začeli z Bluetooth povezavo v naših vozilih 10-12 let nazaj ali pa še več, je bilo teh kupcev zelo malo, danes je precej več takih kupcev, ki potrebujejo to povezavo v eni ali drugi obliki. Ko si govoril pri voznikovem delovnem prostoru, pri avtomobilnosti redno hvalimo in grajamo in smo tudi pohvalili, kako je Ford poslušal uporabnike prek, če gremo nazaj na Sync 2 in Sync 3 in če pogledamo prejšnji deloven prostor, kjer je bilo res veliko gumbov in zaslon, na katerem se je bilo potrebno znajti, je ta izkušnja, in to smo govorili tudi z vodilnimi na mobilnem salonu v Barceloni, kako so v bistvu iskali pri uporabnikih, kaj si želijo oziroma kaj je tisto, kar še želijo upravljati na gumbih in kaj je tisto, kar že lahko prenesejo na zaslon. Kar ni več smiselno, ja. Seveda, se mi zdi, da smo mi v bistvu nekaj let nazaj bili v tej fazi, ko smo opisujemo pač uporabniški vmesnik, ki je vseboval gumbe, na katerega si se mogel navaditi. Dejansko tisto, kar smo govorili, preslikava sistema v audio sistem, poveča pozornost na cesti. Torej, če imaš preveč gumbov, razumemo, smo ščistili uporabniški vmesnik, manj je teh gumbov, pri novi Fiesti, ki prihaja, smo za polovico zmanjšali število gumbov, precej smo izboljšali to varnost v uporabniški izkušnji. In to je, fokusne skupine kažejo, da se enostavno vozniki ne bojo ukvarjali z nekimi zadevami in je treba te zadeve postaviti na periferijo, treba je razumeti, kdaj je določene zadeve treba upravljati z njimi šele, ko avto stoji, Torej, ni dobro, da z vsemi zadevami vožnje uporabljamo in tiste zadeve so mogoče malo težje dosegljive in dajemo navodila, v bistvu, da dajte to ustvariti, to okolje ustvariti, preden greste na pot. Recimo tudi nastavljanje sedeža, postavljanje volana. To je treba prej urediti, To je treba urediti, preden si na cesti, Ker jaz vidim določene ljudi, ki si na semaforju, pa ki si med potjo, pa se drsajo s stolom, Pa na avtocesti volan gor, dol, levo, desno, Pač določene stvari je treba urediti, preden. Dobro, zdaj smo našega CarPlay in Android avta že malo zašli na širšo tematiko. Najlepša hvala za ta pogovor. Mislim, da smo izčrpno obrazložili in morda koga celo navdušili, da bo pri menjavi oziroma nakupu avtomobila spremljal
tudi trende povezljivosti, ki zagotovo prinašajo ne samo varnost, ampak tudi udobje v samem avtomobilu in pri uporabniku. Mogoče navdušili, predvsem pa upam, ne, da z vašo mislijo, da ko greš kupovati avto, rečeš med vožnjo, pogosto telefoniram. Kakšen sistem ima ta avto, kako povezuje in kako bo moja vožnja ob telefoniranju najbolj varna. Ta se mi zdi izjemno pomembno. Absolutno, jaz apeliram na vse, ki se odločajo na nakup novega vozila. Z ključnega pomena je, da svetovalcem za novo vozilo izpostavite, kako vi običajno uporabljate vozilo. Ne? Že ko gremo kupiti računalnik, ko gremo kupiti mikser, izpostavimo, kaj je pomembno za nas pri uporabi. Zato je pri vozilu, ki je dolgoročen nakup in ki je enkraten nakup, recimo, ne? Treba pomembne točke izpostaviti in uporaba telefona je definitivno pomembna pri tem. Hvala lepa. Hvala. Hvala za to.